ustavili preko nosa gen za človeški receptor ACE2, zato ker miši ACE2 nanj se virus ne veže in zato so miši odporne na ta virus. Če pa jim vnesemo gen za človeški receptor, pa postanejo dovzetni. V tem primeru smo spet podavali pseudovirus in lahko opazili tukaj pri miših, ki so bile okužene, vendar niso bile imunizirane močno, torej vnos virusa v celice, zmanjšanje z monomernim RBD in še precej boljše zmanjšanje z tem najboljšim kandidatom za cepivo, kar kaže, da to cepivo zaščiti tudi pred okužbo v živem organizmu. Za konec samo še ena posebnost, ki mislim, da je mogoče najbolj zanimiva novost tega našega pristopa. Omenil sem, da se precej pogosto uporablja virusu podobni delci, kjer tarčni protein vežemo na neko ogrodje in tukaj se postavlja problem, da se razvijajo tudi protitelesa proti temu ogrodju, kar ni zaželeno. Zato, ker ko drugič dodamo osvežitveni odmerek ali pa drugič želimo cepiti tega osebka, to cepivo ne bo več delovalo. Podoben princip lahko velja tudi za adenoviruse, kjer se razvijajo protitelesa proti temu adenovirusu. No, izkazalo se je, da za dva izmed naših konstruktov, da je imunogenost zelo mala, torej samo ena od 5 miši je producirala zelo nizek nivo protiteles proti ogrodju, za razliko od sicer precej splošno uporabljenega ogrodja lumazin sintaza, tukaj je spet logaritemska skala, torej vidimo vsaj 1000-krat večji odziv in v tem primeru vidimo, da so protitelesa proti ogrodju tako visoka kot recimo protitelesa proti zaželeni tarči. Kar mislim, da bo še posebej dragoceno ne samo za ta virus, ampak tudi za uporabo v drugih cepivih.